Ampak tukaj sem imel eno vprašanje še. Glede Furson, pa v končni fazi se to navezuje tudi na vprašanje kostumov. Katere so tiste najpogostejše živali, ki se vzamejo za fursone, pa katere so mogoče tiste najbolj redke, oziroma, ker mislim, da tako zelo pogosto vidimo vsaj na naših konvencijah, kakšne te pse, lisice, volkove, zmaje, medtem ko kakšne opice zelo redko. Vse se v bistvu kar dobro našteva. Najbolj pogosti mislim, da bi bili nekako, zdaj ne vem točno, obstaja statistike tega drugače, obstaja ena skupina, imenuje se Fur Science, ki so neki doktorski študenti, ki se ukvarjajo in imajo že kar nekaj publikacij izdanih, kot cele knjige na to. Če obstaja Wikipedija, obstajajo znanstveni članki. Točno, to obstaja znanstveni članki. Tudi na temo tako psihologije in tako. Ja, there's a lot. Let it hold us deep, no. Mislim, da najpogostejši bi bili psi, predvsem folk ima ful rad huskije, ker je pač čisto karakterno, ful živahni in polni energije, fica, ne. Če pa zlati prinašalci so tako boljši. Ja, sam poznamo, kaj je bil Togo iz Call of the Wild, ko je vlekel koliko 250 mil človeka, right? So, oni so znani po really good boys. Yeah, exactly, ne. Everybody loves dogs, come on, ne. Pol so zelo popularni lisice, to mislim, da se je čisto skozi razne medije predvsem razšlo. Mislim, da se je začel z unim Robin Hoodom, prvim lisijakom. Točno to. Disney Robin Hood je bil lisijak. Ja, mislim, da iz tam izhaja tako velik del fandoma anyway. Disney je vse naredil, gledaj. Ja. On je res, veliko antropomorfnih junakov ima pravzaprav Disney, recimo Mickey Mouse je en tak, ko... Absolutno. Zdaj sem rekel, ljudje so zmeraj radi pač imeli antropomorfne živali, ne? We just made a fandom out of it. Samo to me pa res zanima, kateri je pa tako najbolj bizarni furry kostum oziroma fursona. Ultra rare Pokemon, tako. Ultra rare. Bi rekel, tale je the slow one. Ja, na NFC smo imeli dva, ki sta bila lenivca. Sta bila cel kon v karakterju, torej sta tako ful počas hodila čez cel kon. Ure in ure sta samo hodila z točke A do točke B, that was brilliant. Zato pa res rabiš več dni potem. Enkrat sem videl polža. That was fascinating. Se je tudi počas premikal. Relativno, ja. Upam, da se je slino zdaj. Zelo redke so tudi recimo žuželke, so ponovadi zelo redke. Taka velika specifika, mislim. Zato mi je čudno, ker imaš Ants Life, imaš one ful veliko animiranih filmov, ko so žuželke. Ja, se mogoče več samih karakterjev, pa so mogoče ful težki za narediti kostuma. Ne? To je tudi. Načeloma, če pač hočeš imeti kostum volka, tu ful easy dobiti, ker vsak ima že basically nek template narejen. Medtem ko bolj ko zakompliciraš, določeni makeri sploh ne jemljajo preveč kompleksnih sutov, ker ima pač s tem toliko preveč dela, da se jim pač finančno ne splača. Ne? A je furry vedno antropomorfen, ali recimo, ko si omenil lenivca, sta šla po vseh štirih? Ne, Zootopia, dude, si videl onega, ko je štempla. Razočarate bom, nisem gledal Zootopia. Videl sem ogromno mimo, videl sem ogromno izsekov, tako da realno sem videl cel movie skozi klipe, but yeah, I know every character, so... Le važno, da si Beastar razgledal. Ja, of course. Kaj pa BNA? Brand New Animal. BNA, Brand New, ja. A je to kot nov anime? 2 let nazaj. 2 let nazaj, full zakon. Imaš tudi Odd Taxi. Pa tudi Odd Taxi. Ja, to je res, Odd Taxi was based as hell, ja. Holy shit, ja, veliko anime. Vse ko začneš razmišljati o tem, ki vse so furry, pa ugotoviš, da je v Sloveniji obstajal Mickey Muster, ne, pa to rečeš, oh shit, ne. Sem rekel, moj bože, ne! Moj bog, ne, zdaj vidim. Z veliko enako imaš, ki so basically I was a furry all along. Ja, sigurno.